I u današnjoj emisiji koja postoji samo zato da se mi razgovaramo o svima što se dogadio na ovom zemlji i ovom gradu. Kako Zoki kaže, najljepše mjesto na svijetu. Jel de? Ja, greš ven, Kiti. Pojď ven, pol. Mislim da Sivka prihaja ven. To je bil tak moment Sivke, lavande. Ne vem, kako naj se obnašam do tega, tako da mi ti povej. Kaj, do česa? Da sem mogla celo popoldne na špici snemati Ljubljance. Ja, ne, ti lahko trpiš, kakor češ, če ti je za trpeti. Sem pač bolj praktično je bilo, kakor da bi se iz Kopra vozil v Ljubljano, posnel in ne vem, je malo dopust za to, da bi to Kaj pa, naredil. če bi posnel v Kopru pod morjem, pa bi rekel, da je Ljubljanca? Ne, bi se počutil ful krivega. Bi se počutil krivdo? Bi se počutil bolj krivega, da bi posnel v Kopru in rekel, da je Ljubljanca, kakor da posnameš ti video zame. Še jaz ne vem, ko bom zdržal biti resen ob tej uri. Dobrodošli, dobro večer v današnji emisiji. Zdravo, dobrodošli. Posladka. Zdravo, dobrodošli v 7. epizodi 2. sezone Kritiškega posedka oziroma posladka v obliki podcasta. Tole je specialna epizoda naslovljena Jernejeva cona udobja v Kranju in Ljubljani. Poslušate Kritiški posladek, paraumetniški projekt, neformalni dialog med likovno kritičarko in urednikom, v tem primeru kuratorko in umetnikom. Vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke, reference, ki jih omenjamo tekom podcasta, jih bomo dali v zapiske, polinkali. Torej, če ste na YouTubeu, je to v opisu videa spodaj, če kje drugje, na Spotifyju naprimer, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posed. Posladek. Ta specialna epizoda je ekstra specialna zato, ker bova v bistvu govorila o 2 svojih razstavah oziroma o 2 samostojnih razstavah od Jerneja, ki sem jih kurirala jaz. Ker naj noben medij ni pokril, se bova brezsramno... Za zdaj še. Ja, Za zdaj. ja. Mogoče še. Posthumno, verjetno. Čakaj. Ker naj noben medij... Čakaj, grem sam na balkon. Ker naj noben medij ni pokril, se bova brezsramno samo referencirala in si naredila v bistvu samo promocijo oziroma uradno medijsko objavo v okviru referenčnega medija in tudi malo samo evalvacije. Malo za šalo in malo za res. Zdaj, marca sta se zgodile 2 razstavi, obe naslovljeni Vsakdanja cona udobja. Ena je bila kranjska edicija in druga ljubljanska edicija. Prva se je zgodila v galeriji Mahlerca v Lajrjevi hiši v Kranju in druga v Steklenem atriju v Mestni hiši v Ljubljani. Tole v Kranju greva jutri zjutraj podirati. Ljubljanska traja nekoliko dlje, do 14. aprila. Jernej, kako si kaj zadovoljen z odvijanjem in procesom in potekom teh razstav? Utrujen, ampak zadovoljen. Zdaj ne vem, ali se bi najprej dotaknil perečih točk. Ja, takoj, perečih. Pomanjkljivi budžet in pomanjkljivi honorari. To je ta najbolj pereče. Kar je v bistvu iz neke vzdržnosti nevzdržno. Če bi človek delal sam to, ne preživel. Gre torej za, v primeru teh 2 razstav, za nek odziv na poziv, ne? Torej, Lajrjeva hiša vsako leto povabi umetnice, umetnike, ustvarjalce, kuratorje, umetniške skupine, da prijavijo svoje projekte in potem oni pač izberejo nek nabor teh razstav, ki potem tem ustvarjalcem omogočijo, da imajo pač svojo razstavo v njihovih prostorih. Torej, oni imajo več različnih prostorov, nama so šli na roko in nama dejansko dodelili tisti prostor, ki sva si ga v prijavi tudi zaželela. Torej to Mahlerco v pritličju, zraven lokala s steklom. To, medtem ko pri Ljubljani je šlo v bistvu za nekak molov razpis, kjer se v bistvu lahko ljudje prijavijo in prosijo za uporabo molovih razstavnih prostorov.
ki vključujejo kresijo, torej ta stekleni atrij in pa levi in desni atrij isto znotraj mestne hiše. Torej, v vsakem primeru v molu bi bilo tudi skoraj verjetno z steklom zaznamovana razstava, ne? Kresija pa stekleni atrij sta protkopljena. Ja, obe razstavi sta v bistvu trenutno bile izvedene v zelo podobnem prostoru. Torej v podolgovatem prostoru z ene strani obdane steklom, obokane. Ja, ne razmišljam. Enoladijske cerkve tipo arhitekture. Točno to mi je hodilo po glavi. Kar je v bistvu nama bilo zelo prikladno in nama je v bistvu zelo ustrezalo. Tako da napram mogoče zelo nizkim budžetom, ničovsko financiranje produkcije in dejanske kakršnekoli pomoči z tehnične strani gledano, je vsaj prostor bil za najne potrebe kar primeren. Ja, se strinjam, oba prostora sta v bistvu mogoče za nekatere ljudi zahtevna, za našo razstavo pa skoraj idealna. Meni je bilo užitek delati v prostorih, obeh v resnici. Mene ne moti, če je zadeva pač malo bolj izziv, oziroma če je netipično, itak se mi ne gre za neko tipično white postavitev v tem smislu. Tako da je mogoče celo lažje delati, ko imaš prostor, ki ti že diktira postavitev in vse skupaj, kar ne rabiš poustvarjati nekega občutka, neke realnosti. Je pa res, da sem slišal, da Learjeva hiša ne samo mestna stekleni atrij je rihtko blazno vlažna in da se dogajajo problemi z določenimi deli. Ja, ker gre za v resnici neke stare stavbe, ne, ki do neke mere ostajajo intaktni zaradi kulturne dediščine, pomeni, da se nekih štukatur in nekih fresk tam ne sanira, therefore ne sanira se celotnega prostora, če bi se ga lahko mogoče rešili pred kakšno blago in zna to za kakšna delikatna umetniška dela biti problem, ne? Kar v bistvu naju tudi pripelje do te najne produkcije, kako sva se midva lotila, sploh izdelave teh posameznih del. Ja, izdelave produkcije, ali kakorkoli hočeš reči. Imela sva to srečo, oziroma moj pristop do dela omogoča to, da stvari niso nujno problematično delikatne ali pa edinstveno pomembne in se da marsikaj narediti izključno za razstavo, mogoče tudi ne v najdražjim produkcijskih stroških, ampak se zadeva lahko še vedno deluje v svojem primarnem smislu. No, ampak vseeno je za poudariti, da midva sva dobila termin za to razstavo, za te obe razstavi v marcu istočasno, kar pomeni, da sva mogla nekako doseči ta kriterij najine čudovite prijave na način, da sva mogla določena dela narediti dvojno oziroma jih sproducirati. Ne? Sploh glede na to, da sva prijavila praktično isto razstavo v obeh prostorih. Ja. Zdaj, če bi to bila slikarska dela in bi jaz imel samo eno kopijo vsake stvari, pač ne bi bilo nemogoče. Ja, ker so pač moja dela bolj konceptualno zastavljena in ne unikatno zamišljena, pa se da marsikaj izmisliti. No, in v tem oziru je v bistvu bilo kar v redu, zato ker sva midva potem vsako razstavo zase prilagodila prostoru in instituciji, v katerem in kraju, v katerem se je nahajala, in je po mojem mnenju to izpadlo kar simpatično in do neke mere zadovoljivo. Ja, mogoče opomnim, da sva prijavljala razstavo kot site specific, vsaj do neke mere, oziroma okolju prirejeno. Ne s tem mišljeno širšem okolju, ne samo dejanskemu prostoru. Bi pa morda greva na hitro čez razstavo, toliko, da ne govorimo o nekih abstrakcijah, kaj sploh je bilo na eni razstavi in kaj na drugi. V osnovi so bila predstavljena 3 dela, torej locations oziroma lokacije, to je serija fotografij neba. Bom šel potem bolj v detalje, zdaj samo toliko, da gremo na hitro čez. Potem Sigard's oziroma Corner Shrine, ki izhaja iz Sigard's Altars, oziroma gre za nek bogov kot, oziroma ja, to bi bil najboljši slovenski prevod, ki gre za delo, ki postavljajo središče neko naravni pojav oziroma neko naravno dobrino postavljeno v okvir v obliki videa na iPadu. S tem, da se ne ve, da je iPad, ampak to je
nima lih veze, kakšen medij od zadnje oziroma kakšen način predstavljanja videa. V obliki seveda bogovega kota, torej neke ornamentalike z nekimi malimi stvarmi, ki spominjajo na neko čaščenje. To je drugo delo in tretje delo je v bistvu Couples with Dogs, ki je pa širši cikl del, ki nima ne začetka, ne kraja v bistvu, oziroma imajo neki začetek, ampak ta začetek je fiktiven. Gre za reprezentacijo ene fotografije v različnih pogledih, v različnih variacijah, različnih zaključnih. Izhodišče je vedno ena in ista fotografija, ki sem jo posnel pred leti, ki deluje bodisi kot osnovni material za izdelavo teh del, bodisi kot izključno inspirativni del za nadaljna dela. Torej, to delo se pojavlja v različnih oblikah od grafik, torej raznih sitotiskov na različne materiale, v obliki objektov, ki spominjajo na zadevo, videa, itd. Ja, skritih nalepk. Ene so tudi nekaj v Berlinu. In če greva zdaj mogoče kar lepo po vrsti, torej deva mogoče najprej to kranjsko edicijo obdelati, glede na to, da je v bistvu že zaključena. Torej, kranjska edicija nekako vključuje eno to veliko komodo, ki sva si jo uspela sposoditi od tvoje prijateljice. Hvala, Rebeka. Ki se ukvarja torej s temi antik starim pohištvom. Se je ukvarjala z antik starim pohištvom. V glavnem gre za neko tako omarico, noter sta dve polici, sprednji del je steklen, taka zelo lična zadeva. Zelo zanimiva omara, zato ker ima ukrivljeno steklo v straneh, tako da sem imela ful srečo, da sem dobila tak specialen kos. Ja, zelo lep kos. Torej na tej omarici je potem gor ta iPad v tem handmade okvirju, ki si ga ti sam izdelal. Ja, jaz sem izdelal oba okvirja za oba iPada, torej za Ljubljano in za Kranj. V bistvu v tem primeru gre dejansko za dva zelo stara okvirja, po mojem lahko da so iz 70-ih ali pa celo 60-ih, kakšen od dveh, pač gre res za nekaj, ki je stalo nekje. Jaz sem jih potem pač zrezal na velikost, torej malo zmanjšal, priredil način pritrjevanja iPada in nekako to naredil, da je samostoječa. Ideja je, da zgleda lično, kičasto, tako kot recimo neki okvirji na nekem oltarju. Ja, in vse skupaj stoji na nekem lepem okrancljanem kvačkanem ali pletenem prtu. Zraven so naložene neke drobnarije, ki pač so stvari, ki jih ljudje dajo na oltarje. Razni manjši kiči, mogoče kakšen kos narave, ki si ga nekdo, ne vem, kakšen mali storč, kakšna vejca, kakšna rožica. Nekaj sveč, čajnih. Ja, načeloma bi lahko okoli tega postavil človek skoraj karkoli, gre za to, da evocira to. In personaliziran oltarček. Ja. In potem smo izkoristila tudi to omarico, ki je imela to steklo spredaj, da smo v bistvu noter v to omarico nabutala še vse ostale te partičke, ki sem si jih jaz sposodila od moje stare mame iz Kočevja, in potem noter še nekaj par figuric iz Kinder jajčkov, pa tudi knjige iz serije 101 roman, pa en sitotisk je tudi noter. Ja, razne stvari smo dala noter, raznih neke figurce, porcelanaste, tako pač skušala sva nekako zaobjeti neko omarico, ki bi lahko bila pri nekomu doma. Mogoče res bila inspiracija tvoje babi ali kjerkoli babi, ne? Ki so postavljali noter stvari, se prav spomnim, da sem ti rekel, ja, to mora približno tako izgledati, kot da bi bilo od neke babice doma. Ja, no, ne, ja. No, in v glavnem celotna stvar ima od zadaj še neko zvočno kuliso, ki prihaja iz dveh starih zvočnikov, ki mi ju je prijazno posodil Nate Zornada, ki sta pritrjena na Raspberry Pi, torej stvar je visokotehnološko razstavi prijazno, v smislu, da se samo z enim gumbom stvar prižge in zalaufa na lup. To so najne skrbi in travme iz vseh ogledov razstav, ko priješ na razstave, nič ne deluje in so oba dva strmela k temu, da mora stvar biti čim bolj enostavna za zagon. Ja, kar se je izkazalo, da mogoče vseeno ni in sva se bala, da bo v bistvu vse skupaj šlo v franže, ampak na koncu je stvar le iztekla. Imela sva tudi v bistvu iPad naštiman na način, da ga recimo ne more zdaj vsak obiskovalec hackati oziroma iti ven iz videa in delati selfije ali pa to. Mogoče, če se tako, ne. Če slučajno kdo rabi kdaj iPad za uporabo, predlagam Museum Ljub 2,5 €. Preprost app, uporablja guided access, torej se da zadevo lepo zakleniti in ko zakleneš vse, ne moraš zadeve odkleniti z nobenim gumbom, razen če pač 3-krat pritisneš na home button in potem
je to itak še dodatno zaklenjeno z geslom. Tako da za kogarkoli, ki bo kdaj postavljal razstavo, ker vidim, da se te stvari pogosto odklepajo ali pa postavijo ven iz programa, ker nekaj poganja, to je to. V bistvu vsa zahvala gre tudi potem Danaji, Mihu in ostalim ljudem v Lajrci, ki so pač dnevno to prižigali in ugašali. Ja, ta proces bi lahko bil lažje. Meni se zdi, da bi bilo ful fajn, če bi postavil kakšen lažji način, ker vseeno se mi, mislim, še s kombinacijo tega, da je pri mojih delih bil skrit ta Ja, v najnem primeru je to bil problem, zato ker je stvar bila ustavljena v okvir na način, da se v bistvu nobenega gumba in ničesar ne vidi. Pomeni, da je treba iPad najprej zbezati ven iz tistega okvirja ravno toliko, da se lahko tisti home button, ne, če se spomnimo, kako iPadi so, pritisne in potem na tak način odklene. Ne. Tako da v bistvu je to najino delo, ja, vključevale tole video, potem audio instalacijo in vse skupaj je v bistvu bil kot nek pis. Ne. Potem imela sva torej te lokacije, te fotografije modrega neba, imela sva tudi eno kao pasjo ja, neka pasja posteljca je bila. Potem, ki je v resnici mačja od mojih mačk. Ampak važno, da se naslanja na to. V redu, sam zdaj, če bomo prečesali razstavo, ne? Ja. Torej imamo mačjo pasjo posteljo in pa pasji fleksi povodec, ki je od Holke, ki smo se ji tudi zahvalili v obrazstavnem besedilu. Sicer v Ljubljani, ampak dobro. Razstava vključuje tudi zin. Ta zin je bil narejen za obe razstavi, tako v Kranju kot v Ljubljani. Na razstavi je pač z Laksom gor povezan en ogledni izvod in pa nekaj par izvodov, da si jih lahko ljudje, tisti, ki si jih res želijo, pač vzamejo. Ja, potem je bil tisto platno z sitotiskom, ki izhaja iz Couple with Dogs, ki je tista gospa. Ja. Pa nalepka je bila še tam, pa nalepka na WC-ju, pa kaj pač od tega enega gospoda, ki je spet na tem Couple with Dogs. In bilo je še pes je bil iz te, tudi en izrez iz fotografije povečan, tako da je bil malo pikseliziran. V glavnem po celem prostoru so bile nekako razporejene te 3 različni projekti na nek tak zelo priljuden, prikupen način. Ja, pa zelo, zelo nezamejeni en med drugim. Ja, s tem, da smo imeli potem na otvoritvi pač še te sveče dejansko pržgane. Imeli smo tudi eno to dišečo palčko, tako da je vse skupaj delovalo malo homey. In še nekaj moram ful pohvaliti, kar mi je bilo ful všeč, ampak sem razmišljal, da je ful problematično za druge postavljalce, sta tiste 2 fikusa, ne fikusa, tiste 2 oleandra, ki, ali 3 oleandri, ki so v tistem prostoru, ne vem točno zakaj, ampak meni sta dodala nekaj. Ful so fajn. Tudi lepo tako, ampak si lahko predstavljam za kakšno razstavo, ko želi stvari imeti bolj izčiščene, da je tisto pač odveč. Nama sta nekako padla v koncept. Eden od glavnih izzivov pri tej kranjski razstavi je bil, kako vse te stvari dejansko pripeljati do razstavišča. Ne? Torej, oni imajo to razstavo. Zakaj me tako gledaš? Ne razmišljam, zakaj to omenjaš. Ker so rekla, da bo vse omenila. Ja, razmišljam, kaj je bilo tako težko. Tep ni bilo težko, ker sem jaz mogla vse pripeljati in vse stlačati v moj bogi Citroen C3, voziti ka po jajcih cel čas z nedelujočimi lučmi, cela travmatična izkušnja, do centra, po vseh teh cesticah po centru, ker je pač Lajrca se nahaja v čistem strugem centru Kranja, ja, treba Skodo prideti čez une grozne količke, kateri še fukajo avto, če zajebeš, prideti čisto do vhoda, dež je padel in potem znosati vse, brez da bi se kaj zlomil. Za zlomce je pa bila ta omarca steklena, za zlomce je bilo tole platno z občutljivim sitotiskom, za razlomce so se bili uni storži in so uno šavje, ki sva ga imela zraven. V glavnem ful enih stvari je bilo, ki bi lahko šlo po gobe in sva mogla vse zelo po hitrem postopku in zelo previdno pač prenesti noter, s tem, da pač nisva imela nobene pomoči in potem čim prej umakniti ta avto in potem spet peš hoditi, tako da meni se to ne zdi glih najboljša stvar na svetu. Neomembe vredno. Ok. Prav. Validiram tvojo travmo. To ne bo special, če bova tako dolgo govorila. Kaj imava še kaj za komentirati? Mislim, da se zaobjela, ne? Narediva še Ljubljano. No in o čem bi rekla, da se je Ljubljana razlikovala od te krajinske edicije? Mislim, da največja razlika med enim in drugim je bil ravno ta Couple with Dogs, ki je bil na eni predstavljen v bolj materialni obliki, na drugi manj materialni, oziroma
Zdaj mi je zanimivo, ker to so me sprašavali, kera verzija se mi zdela boljša oziroma zakaj. In se mi zdi, da je vsaka imela neke dele, ki jih druga ni imela. Z mojega vidika delujete komplementarno razstavi, tako da če vidiš obe, imaš več od tega, kot če vidiš eno. No, čisto materialno bi bilo za poudariti, da recimo na tej razstavi v Ljubljani sva pač mogla ponuditi neke druge omarice, na katerih zadeve stojijo. To pa nisva imela toliko teh del kosov, kot so bili recimo postle in povodci in to, zato ker se mi nekako ni zdelo, da bi bilo umeščeno v tisti prostor. Smo pa realizirali eno drugo delo, ki je bilo že tako v planu leta v resnici, in to je posnetek sprehajalcev na Gradaščici, točno iz istega konca, kot je bila posneta fotografija, ki pač predstavlja še neko verzijo, ki deluje bolj živo. Mogoče enkrat se bo zgodil tudi ta live prenos iz tistega mosta. To je most v Trnovem, kamor smo šli in stali tam pol ure in snemali dol Gradaščico in vse sprehajalce in vse pse. Moja želja je res, da bi enkrat imeli na razstavi tako živi prenos tega. No, ampak tokrat smo imeli pač posnetek in ta posnetek sicer digitalni, smo potem dali, da se prenaša preko katodnega TV-ja. Pomeni, da so v bistvu barve malo bolj žive, vse skupaj je mogoče malo manj HD, malo bolj pikslasto je vse skupaj. Sem se računal na to, da bo to na televiziji, se računal, da bo mogoče še v slabše kvalitete, ampak na koncu se je zadeva tako praktično kristalno jasna, kot da bi imel HD posnetek na televiziji. Ja, no tukaj so zdaj spet prišle v igro Raspberry Pi in razne te... In razni žani. In razne kode, kako je bilo ja. treba stvar naštimati na način, da je najlažje možno jo prižgati. Jaz mislim, da moramo povedati, da se v bistvu signal predvaja preko iz zvoka. Ker to mi je bilo tako fascinantno, da je Jan iz Raspberry Pi iz audioporta prednašal zvok na video kanal, potem s karti in v televizijo. Ja, v bistvu preko skarta, preko kanala, ki bi načeloma mogel predvajati zvok, se potem čez porine video, ne? Ja, ne vem, kako točno se to naredi, ampak to je bilo tako fascinantno. Ja, no tako da v tem primeru smo to naredili. Tukaj nismo imeli ločenega zvoka, ampak smo imeli video in zvok hkrati iz televizije. S tem, da je zvok ni bil tisti, ki je se dogajal takrat na sliki, ne? Takrat, ko je bilo posnet, video je bil pač posnet naknadno, čeprav na isti lokaciji. No, in ko smo glih pri videu, na temule oltarju, na iPadu v Kranju je bil posnetek Krvavca oziroma gora, ki se jih vidi iz Kranja. In neba v bistvu, ne. In neba, ne. Ja, ok, neba in gora in Krvavca, medtem ko je v Ljubljani bil to posnetek Ljubljanice oziroma vode pod gladino, ki sem ga posnela jaz in trpela celo popoldne na špici, ko me je zeblo. Maša, se boš navadila, da je art težko delati. To je tudi nek ta zanimiv moment avtorstva, ne. Ti si bila podizvajalec? V tem primeru tehnik, snemalec. Jaz sem bila tehnik, kurator, producent, ne, mislim prav samo za ta video. podpora, samo za ta video. Ja, to je bilo zanimivo, če bi napisala opis za to delo, kaj bi dala od spodaj. Torej bi dala... To bi bilo tako, kot zdaj pri konsekvencah, veš. Ja, ti bi bil avtor, ampak pol spodaj bi pa bila jaz za vsako ostalo stvar napisana. Pa bi dala tudi tega Museum Loop in vse te, ki so to razvili zraven, ker so bili del tega. Pa še lastnika iPada, pa kar Apple še zraven. Lastnika iPada definitivno, zato ker to so dodatna produkcijska sredstva. Česar je bilo ogromno pri teh dveh razstavah. Ja, v bistvu je bilo zanimivo. Sej so se kar dosti rešila, da niso za nobeno delo dala nobenega opisa zraven, razen za te locations, ki pač rabijo. Deluje razstava kot eno delo. V Ljubljani sva tudi noter namestila kavč, na katerega se ljudje lahko usedejo in gledajo TV. Ja, veš, da sem razmišljal ful o tej dostopnosti. Ne? Se ta kavč doda neko dostopnost, ampak se mi zdi, da v resnici v Ljubljani ne moreš iti z vozičkom not. Pa tudi s psom ne moreš not. Ja, mama me je vprašala, ko je šla v Ljubljano, če lahko prije s psom, in je bila razočarana. No in suma sumarum zdaj, kako bi ti rekel, so te dve razstave uspele? Kaj je point teh dveh razstav ali pa ene razstave in nucamo take razstave? Kako bi zdaj midva naredila neko samokritiko na račun teh dveh razstav oziroma na račun naju? Jaz bom začel od lahkega in šel proti težjem. Krasno. Iz vidika postavitve in iz vidika celotne zaključene razstave se mi zdi, da sva uspešno postavila in uspešno
zastavila dela in tudi naredila nek ta vibe, katerega sem hotel postaviti. To je ta lažji del, to pač je iz mojega pogleda. Kjer je ta vibe, ki si ga hotel postaviti? Ja, moja želja pri tem, ko razstavljam taka dela, ni toliko, da bi oni doumeli da bi ljudje doumeli vsako malenkost, ki se na razstavi dogaja, niti mi ni interesantno, da bi ljudje vedeli za vsako malenkost in razumeli, zakaj kakšno delo deluje na kakšen način, ker dela v mojem pogledu presegajo svoj začetek oziroma svoj namen oziroma to, kar si avtor zamisli. In zares zaživijo šele takrat, ko jih prije nekdo gledati in od njih nekaj odnese. Torej, gre za to komunikacijo med delom in gledalcem. In zdaj vprašanje je, in to je tisto, na kar nimam odgovora, ker bi mogel narediti intervjuje z ljudmi, ki so si pogledali razstavo, je, kaj je gledalec odnesel od tega. Jaz upam, da jaz nekako računam na to, da gre za nek trenutek ne toliko oddiha, ampak te odmaknjenosti vsakdanjega vrveža, žal ne bom najdel boljše besede v slovenščini, nek repose, ne prav introspekcije, ampak pauze in razmisleka morda o nečem drugem in mogoče tudi nek ta občutek nekega estetske izkušnje. Torej, recimo, to se meni dosti dogajalo že pri delih locations, ki so sicer zelo konceptualno zastavljena in tako dalje, ampak ko jih enkrat gledaš v tej svoji podobi, sploh pri velikih formatih, bilo to, ti nudijo neko estetsko izkušnjo tudi v tej svoji malenkostnih prelivih in temu, kljub temu, da ne gre za neke blazno pripovedne podobe, ker je pač na podobah ni nič. Podobno je tudi s tem delom tega Bogovega kota, kjer je spet zadeva zelo počasna iz vidika, oziroma je spet ni kaj dosti videti in spet nudi ta nek premislek, kaj gledam, kaj čakam. Če so ljudje odnesli karkoli v tej smeri, je zame to win. Tako, pač to je to. Ne rabim pa tega, da bi ljudje razumeli vseh teh globih, večjih vprašanj, ki so za tem. Tako gledam jaz na svoje dela in na to komunikacijo med mano oziroma med to komunikacijo, ki jo zapišeš v dela in potem, kar gre naprej za gledalcem. Vem, da dosti ljudi veliko sprašuje, kaj gleda in zakaj gleda, kar je mogoče tudi iz enega vidika problem manjkajoče te art educationa v Sloveniji nasplošno, da so ljudje ne hodijo toliko na razstave, ali pa mogoče tega, da v Sloveniji se preveč fiksiramo na to, da mora biti razstava nujno konceptualno zasnovana in da je treba vse razumeti. Kaj pa si mogoče misliš o tem načinu, ki ga furajo te galerije, v mislih imam torej te pozive, na način, ko v resnici polko te enkrat mogoče sprejmejo noter v svoj program na podlagi tvoje prijave. V resnici vse skupaj deluje po principu nekega zaupanja, zdaj ti lahko tam pač postaviš svojo razstavo, sam poskrbiš za ta dela, sam pripelješ ta dela, sam postaviš ta dela, potem ljudje pač hodijo gledati to razstavo, dokler traja, potem jo pač podereš, pospraviš, odpelješ in to je to kljukica. Ne? Ko bi ti ocenil ta element te hiperprodukcije v smislu, da je vse nekako prepuščen prijaviteljem? Meni je bila všeč tvoj komentar, ko so bila tam v Steklenem atriju in si rekla, da zdaj bi mi lahko postavljali karkoli, nima veze, kaj so prijavljali, lahko bi bile neonaci, zastave, pa ne vem kaj vse živo in ne bi izvedli, dokaj ne bi prišli na otvoritev. Mislim, da definitivno pušča en kup nekih stvari odprtih, ki mogoče ne bi bilo prav, predvsem pa mogoče manjka ta resnost v smislu, ne vem, razumem, da ne bi bile ti razstavni prostori kobajagi referenčni, manjka mi pa vsa ta strokovnost, ki pride zraven z referenčnim prostorom. Mislim tudi v smislu, da mogoče ne bi kdo izkoristil oziroma napolno izkoriščal tega momenta, da bi mogoče res tam razstavo postavil
nekaj neprimernega, nekaj spornega, nekaj totalno drugačnega, kot je mogoče prijavil, ampak to, da mogoče ljudje potem vsem postavijo tisto, kar so prijavili, ampak je recimo prijava bila napisana bolano dobro, to, kar se pa tam razstavi oziroma način, kako se celotna postavitev ali pa sama produkcija dela sama, pa mogoče se na koncu izkaže, da kvaliteta ne dosega tega, kar je bilo mogoče predstavljenega v prijavi. Tudi za najno se lahko vprašamo, kaj so si oni predstavljali in kaj so dobili. No, vse zato. In zdaj v bistvu mene po neki strani fascinira, da je neka ta stopna zaupanja do teh ustvarjalcev, da funkcionira. Ker v mojem primeru pač jaz bi bila zraven paranoična, pa za vsako stvar gledala, kako se bodo zadeve lotile. Ja, jaz mislim, da je prav, da imaš tudi vsaj nekega hišnega kuratorja ali nekoga, ki vsaj do neke mere skrbi za prostor in skrbi, da je program v skladu s tem, kar je prostor si zamislil. Mislim, da ne bo pomote. Saj midva sva bila in v Kranju in v Ljubljani obiskana na neki točki strani vodstva v vsakem primeru. Ne? In smo bili v resnici, smo se zelo dobro razumeli in smo funkcionirali in je vse potekalo fino in so tudi poskrbeli za vse stvari, za katere smo se zmenili, da bodo. Je pa tudi res, da so bila dosti proaktivna. Vprašanje je, kako bi bilo, če ne bi bila proaktivna. To je tisto, kaj je vprašanje. Ne? Seglik zato se po moje tudi nasplošno zbira projekte, iz katerih je razvidno, da so to ljudje, ki pač mogoče res hoče razstavljati in ki bi jim taka referenca oziroma projekt razstava nekaj pomenila in nekaj dala in so zato pripravljeni delati. Je pa res, da v tej primeru smo se prijavljali kot kurator in umetniki in mogoče zato, ker je bila pač kuratorka zraven pri razstavi, so mogoče na zadevo gledali drugače, kot če bi se prijavljal samo umetnik. To je tudi lahko, da je zato bila naša izkušnja drugačna. Mogoče bi bilo v bistvu edino fair, da bi ti ljudje zdaj kle za nama za mizo sedeli, pa bi jih lahko to vprašali. Se zato pravim, ne vem, kaj je bil razlog, ampak ja, komentiramo lahko v vsakem primeru. Je pa mogoče fajn vedeti, da je mogoče še ta rezerva od zadnje. Zdaj, ker midva so se sicer dosti o delih pogovarjala že prej, mogoče se nismo toliko pogovarjali o tem mojem worldview, kar se tiče razstave in komunikacije navzven. Pa me zanima zdaj, ker sem ti to navrgel, ker mislim, da ti nisem prej tega omenjal, ali sem ti? Sem. Mogoče ne tako nujno tega, da tepijo vse, kaj ljudje mislijo, ampak važno, da nekaj odnesejo oziroma da ne rabijo razumeti posameznih del ali razstave, ampak da dobijo nekaj. Mogoče ne nujno to, ampak bolj v smislu tega vidika, da se pa vse na razstavi uspejo zamisliti pa malo umiriti. Kar pa mislim, da je pol bil celoten vibe razstave, da bi to bila neki na pol kapelca pa na pol dnevna soba, kjer lahko folk chillira. Ja, če je bilo to it's a win in my book. Ja, tako da mislim, jaz iz tega vidika mislim, da sva to uspela zaobjeti, je pa res, da kakšni ljudje hodijo na razstave iz drugačnih razlogov, iščejo druge stvari, tako da jaz si zlahka predstavljam, da je folk prišel na to razstavo in se spraševal, kaj je zdaj fora, da so samo te neke modre fotke na steni. Ja, se to pravim, da se sprašujem, a je to ta mogoče šok nenavajenosti, ker takih razstav vseeno v Sloveniji niti ni toliko, jaz sem mogoče kaj podobnega videl na Finskem, pri nas manj, mogoče tudi kje zunaj druge po svetu. Ne, sej po moje so ljudje navajeni, je pa res, veš, da recimo, če v nekem opisu oni preberejo, da si ti načeloma fotograf, mogoče pridejo na razstavo in pričakujejo neke normalne fotografije nečesa, pa pridejo na razstavo, pa je tam neka pasja postla, pa nek povodec, pa neka omara, ki ne vejo, če je del. Iz vidika tega, da kakšne stvari so nastavijo vsekako, ampak iz vidika tega, da razstava v bistvu prikazuje zelo malo v nekem smislu, da je razstava do neke mere po svoje prazna, ampak bolj se naslanja na ta enotni občutek, ki ga naredi skozi dela. Ne. Tega mislim, da je pri nas vseeno manj. Ja, pa mogoče tudi se počutijo kakšni obiskovalci dolžni, da bi mogli odnesti od kakšne razstave več, kot odnesajo, ali pa da bi mogli na vsak način skrepati neke informacije ali pa nek knowledge, ne. Medtem ko ta razstava te pač pusti, da ti pač prideš tja, uživaš, da ni zares nič dramatičnega, da se nič ne zgodi, ampak da je tudi to point, s tem, da če ti nič ne da, tudi ni mogoče katastrofa. Vse to je to, ki se vprašaš, meni se zdi, da je to tudi to okej, da ni nekaj ful dramatičnega in da vse nekaj ful ne vem kam cilja, ker na koncu dneva tudi v drugih oblikah
umetnosti imamo dela, ki so pač bazirane na nekih teh bolj subtilnih aspektih. Ne vem, razmišljam, ker sem tudi že doživel večkrat na razstavah, tako da bi šel nekam in da priješ notri in gledaš in si tako malo zamisliš, kaj pa je tle, in pol si tako, ne vem. Ampak so kakšne take razstave za mano pa še šele par dni zatem. In pol šele ugotoviš, da je v bistvu bilo ful zanimivo. Čeprav, ko si bil tam, se ti je mogoče zdelo me. Gledaš une fotografije jasnega neba in potem čez 3 dni dejansko sonce sije, pa malo pogledaš v nebo, pa se mogoče spomniš na kakšno fotkico. Ali pa fotkico narediš tudi sam. Mogoče bom pozel kar en komentar od moje tete, ki mi je v bistvu bil ful simpatičen, ker smo se pogovarjali na razstavi tle v Ljubljani in pol se pogovarjamo o delih in ona mi omeni Davčo, to je ena vas v Sloveniji, ki ima moja teta tam vikend, tam so v bistvu tudi moje korenine do neke mere in rekla, da je to spomne na to, ko se ona tam v Davči lepo usede zunaj in se zazre v nebo. In sem mislil tako pač fantastično. Ne? To je ravno, da v bistvu ena taka majhna reč evocira nek tak občutek. Če pomisliš tisto nebo samo po sebi, ki ga gledaš na razstavi, ni ta občutek, ampak lahko pa v nekomu zbudi nekaj, kar je bila pač neka estetska izkušnja doživeta v naravi. V resnici tudi veliko mojih del sloni na mojih estetskih izkušnjah, ki jih jaz doživljam vsak dan. A zato sva skrila bombone vnoter v predal? Seveda, zakaj pa? Nekaj si še vprašala, zakaj je pomembno, za take razstave delamo? Ne, tako, ta moj pomislek zdaj, ki sem ga navrgel glede tega, da mogoče ni toliko takih razstav pri nas in da se manjka mogoče tudi to v našem prostoru, da imamo neke stvari, ki so mogoče malo manj obremenjene in v nekem pogledu bolj subtilne. Se ti zdi, da je to nekaj, kar je manj prisotno pri nas, ali da v resnici je, pa sem jaz pregledal, kaj nisem skoraj nikoli v Ljubljani. Ne vem, koliko je ali pa ni tega prisotno. Meni se zdi pa, da je zelo malo prisotno način, kako mi to idejo komuniciramo z širšo javnostjo, v smislu, da bi lahko ljudje, ki hodijo na razstave vsake toliko časa, bili pripravljeni, da sprejmejo razumevanje razstave na tak način, kot si ti zdaj povedal. Torej bi mogla to dati takrat v razstavni tekst mogoče. Ja, ampak veš, ne moreš vedno dati vsega v razstavni tekst. Mislim, tukaj tako je moj ta pomislek, ne moreš, da jaz ne bi dal v razstavni tekst, kaj moraš ti odnesti od nečesa. Ker to je pač tako malo diktiranje, kakšna mora biti tvoja izkušnja, kar pa potem spet, jaz pa tega nisem tako delal, pa si ljudje spet, ne, kaj pa zdaj. Ok, ampak se to bolj tako lahko skoraj za vsako razstavo rečeš. Ja, sej, zato jaz mislim, da ob razstavni tekst ne bi smel razlagati, kaj ti odneseš od tega. Ob razstavni tekst je bolj zato, da ti pomaga in ti dodaš še kakšne informacije, ki ti lahko kaj dodatnega doprinesejo, če že. Jaz bi se še enkrat zahvalila vsem, ki so prišli na obe otvoritvi, pa tistim ljudem, ki so v Ljubljani prišli na vodstvo. Jaz samo upam, da se je kdo imel fajn. Ja, jaz mislim, da se je kakšen pa tudi imel fajn. Še posebej tist, ki je dovolj časa zrl v iPad, pa je videl, kako nutrija plava mimo ekrana. Ja, tisti kar moment. Pa tista oseba, ki nama je dala od kruške korneta na zraven zina k kamenčkom. Ja, mislim, da tista oseba, ki je razumela vibe. Okiti. Ja, če bova zaključila, to je bilo mišljeno, da se midva sam tako malo na hitrco pogovoriva o tej razstavi. Bi še kaj dodal? Ja, jaz bi se tudi vsem zahvalil, ki so prišli, vsem se bi zahvalil, ki so nama pomagali stvar spraviti skupaj. Od tistih, ki so kaj posodili, do tistih, ki so kaj naredili, do tistih, ki so nas prenašali, do tistih, ki so nas suportirali, do vseh v prostorih. In tudi do obeh institucij, ki sta nama te prostore omogočila. In do vseh tistih iz prostorov, ki sem govoril to. Tako da hvala vsem za to priložnost. Danaji, Mateji, Kristini, Mihi in vsem ostalim upletenim v Krisijo in Lajerco. Pejte mogoče tudi kdaj v Larjevo hišo pogledati, imajo fajn kavo. Ja, to definitivno se splača. Jaz mislim tako, če si iz Ljubljane, iti v Kranj na kavico, ni malo muce pogledati kakšno razstavo. Jaz mislim, da kot ambient je dejansko fantastičen. Ja, se strinjam. Kar se pa steklenega atrija tiče, pa
tudi kar v redu, no zdaj tako v prihodnosti ga mislijo malo prenavljati, čeprav bi pa apelirala na to, da bi pa mogoče kužke na povocih vsem spustili noter. Ja, to sploh, kadar je razstava obseg, je to malo absurdno, ampak kajčemo, verjetno imajo neke razloge, sklepam. Ja, tako da imajo, sem tako vsem, lahko malo pojamram, da se mi zdi na tabla pred vhodom. Ne, če ne, tudi v steklenem antriju imajo ponovadi kar fajn razstave, kljub vsemu. Kljub tem našim pomislekom, kaj spustijo notri, kako spustijo notri in to ponovadi, ko sem šel, je bilo fajn. Ja, noč, hvala. Aj, čau. I sad prođe sa večernu emisiju kad mi razgovaramo o onih stvarah koje se ne razgovara normalno i sad mi ćemo da pričamo o umetnosti ispred 20 stoletja. Ako znate, s Manom je znana kritičarka iz Slovenije, ona se ponaša z mnogimi razstavama i deluje u Sloveniji kot kritičarka i kuratorica, jel de? I ko buzeranac. Evo ti to rakijo sad. Konc. Konc. Kaj zdaj, kam greš? To je bilo preveč.